Zdravstveni dom Kočevje 7 zjutraj. Zdravnica družinske medicine Polona Vidič se je skupaj z medicinsko sestro odpravila proti Osilnici, kjer ima ambulanto vsak drugi četrtek. Še let z vetrobranskega stekla in že sta bili pripravljeni na uro dolgo pot do najmanjše in ene najredkeje poseljenih občin v Sloveniji. Danes je to malenkost. Ja, mi gremo po tej poti čez Strmorebr, se pravi Kočevska reka pa desno noter, čez ta hrib in serpentine. To še imeli še malo panoramske vožnje. Ob 8 zjutraj je bila čakalnica zdravstvene postaje v Osilnici že skoraj polna. Zaradi bolezni in praznikov so bili bolniki brez zdravnice kar 3 tedne. Sicer prihaja tja zdravnica ob četrtkih, izmenjaje 2-krat na mesec, 2-krat pa v Kostev. Po potrebi pa naredimo tudi obje postaje v enem dnevu, kadar je kakšno obdobje respiratornih infektov, pač povečanih potreb prebivalstva. Delo na periferiji se precej razlikuje od tistega v mestu, poudarja Polona Vidič. Več je obiskov na domovih, sicer pa so ljudje tu bolj potrpežljivi in k zdravniku ne hodijo zaradi malenkosti. Tukaj res vodimo vse kronične bolezni, tudi šolarje imamo tukaj, kar v Kočevju, pač otrok nimamo predeljenih, tukaj pa. Naredimo tudi male kirurške posege. Absolutno, če je kakšno nujno stanje, smo tukaj prvi, edini oziroma urgenca je pač res daleč. Je zelo težko iti v Kočevje, če vozi javni prevoz enkrat na dan zjutraj, pa se vrača enkrat popoldne. Avtobus do Kočevja potrebuje za slabih 50 km skoraj 2 uri. Tja odpelje ob 5:30 zjutraj in se vrača ob 4 popoldne. V Osilnici živi 329 ljudi, več kot tretjina jih je starejših od 65 let. Tisti, ki so mobilni, tukaj še kar relativno dobro živijo. Tisti, ki pa jih zdravje prikrajša do te mere, da niso več tako mobilni, imajo pa potem kar velike težave. In potem se velikokrat sprašujem, a sploh iti na tako terapijo? A je več koristi od te terapije, ali je več napora pa utrujenosti od te vožnje, recimo pri nekem poškodovanem kroničnem bolniku. Ko so pred leti zaprli lekarno, je občina iz Kočevja še nekaj časa vozila zdravila, a ne za dolgo. Se nam je zgodilo, da smo gospodu pripeljali zdravila, ki jih je nujno potreboval. To je bilo v petek. On pa se je nekako sam odpravil v Kočevje in nam ni javil. Mi smo bili pri njemu doma, mu dostavili zdravila in potem jih čez vikend ni dobil. In šele v ponedeljek, ko je gospod vas razburjen nas poklical, smo se zavedli, da bi v bistvu lahko med vikendom umrl, ker je bil brez zdravil. In tako smo potem rekli, ne, te odgovornosti si ne moramo nakopati. Katarina Tomac živi v Osilnici že 50 let od svojega 19. leta. Zaradi bolezni težko hodi. V naselju oddaljenem kilometer od središča bi brez pomoči sokrajanov in občine, ki organizira brezplačne prevoze, težko preživela. Kaj zvinje pa Osilnica, jako polna je bo. Zdaj pa malo. Se te videli Osilnice, kaj je? Nič ne. Ana hiša 2 in tu je vse. Ko bo dolgo, ne vem. Zdaj imamo pošto, zdaj imamo tu. Tom še zdravo. Ste se dogovorili? Ste dovolili, da vas malo posnamejo? 77-letni Anton Tomac je bil v Osilnici zadnji poštar. Poslovalnico vodi zdaj občina, odprta je 4 ure dnevno. Ko sem prišel na pošto, sem imel čez 300 čekov za pokojnine. Ko sem šel pa v penzijo, jih ni bilo pa ni 100. Vesel je, da imajo v občini vsaj še bankomat in trgovino. Za vsako malenkost ne moreš tudi v Kočevje laufati. Če imaš kaj več, če se je enkrat pokojnina, potem se gre iskat. Pa se vzameš tam za 200-250 evrov, pa ti je in pot plačana in vse skupaj toliko ceneje, ker ta ženska ne more tudi pocen dajati, pa se on voziti. Anica Konečnik se pošali, da je med mlajšimi v občini. Tu je odraščala, po osnovni šoli pa živela in delala v Kočevski reki. Z možem sta se v Osilnico vrnila po upokojitvi. Prijetno je vse bilo vrniti nazaj, čeprav te kraje so lepi za priti v pokojnino. Za tukaj živeti, za mlade družine pa ni lepo. Nimajo služb, ni nekega razvoja, država nima nobenega posluha. Župan z svojimi sodelavci je pripravljal dom za starejše občane. Danes od tega nič, nobenega posluha, čisto nobenega.
Že 2 desetletji v Osilnici propada na pol zgrajen objekt doma starejših, ki bi prinesel tudi delovna mesta. Različne vlade so obljubljale njegovo dokončanje, tudi aktualna Golobova, a ostalo je le pri obljubah. Zato je županja Osilnice celo izstopila iz Gibanja Svoboda. Meja bi morala biti strateški položaj, ampak vsi gledajo le na velikost občine oziroma koliko je v neki občini volilcev in ker nas je zelo malo, jim nismo mar. Enako pripovedujejo tudi v še eni obmejni občini Kostel 605 prebivalci. Milan Preložnik živi tu že od svojega 7. leta. Včasih nas je bilo v razredu toliko, ko je zdaj v celi šoli otrok. Šolo obiskuje zdaj 50 učencev, v vrtcu je približno 13 otrok, a ju vsaj imajo. Trgovine pa v kraju ni že 25 let. Kaj pogrešate? Pogrešamo seveda, sicer smo se navadili, da si nabavimo, ampak včasih se kaj pozabi in nimaš kam skočiti iskati. Pomagamo si malo s Petrolovo črpalko, drugače moramo pa na hitrico skočiti, pa tudi na Hrvaško, če treba. Lani poleti bi skoraj ostali brez bencinske črpalke, v kateri so tudi trgovina, pošta in bankomat, a so se krajani uprli. En mesec smo se borili, da smo Petrolovo črpalko dobili nazaj. Glede na lansko situacijo s Petrolom, nekako, bom rekla, so nas vzeli v vidno polje, so nas opazili, kajti tudi potem so se vlada in pa Petrol so med seboj sklenili nekakšen konsens in nam ponovno odprli Petrol. Brez vlagane države razvoja ne bo, pravi Milojka Malnar. V Kostel se je vrnila šele po upokojitvi. Tu je z družino poskušala živeti že prej, a sta z možem obupala. Ko sva se poročila, sva živela tukaj 5 let, ampak ni šlo. Jaz sem hodila v tekstilano v službo, dopoldne, popoldne in tako da zvečer, da sem ob 10 bila na poti. Skratka, ni šlo tako. Prevozov ni bilo takrat za popoldanske izmene. Zdaj neposredne avtobusne povezave do Kočevja sploh ni. Odvedno smo pozabljeni tukaj na jugu, sami se moramo znajti, kakor se pač znajdemo in tako zgleda, da bo tudi ostalo. Tudi ko so volitve, se ni nobenih interesov od zgore, ker nas je pač premalo, ne.